čez 9:30, dober dan, dobrodošli v Živjo. Denis Audić Showu. Poseben šov je danes, napovedali smo odštevanje do začetka 28-urnega dobrodelnega maratona, ki se bo začel točno čez en mesec in sicer 19. decembra. In danes ste lahko malo slišali, kako bo potekalo, veliko gostov, veliko zabave. Bo pa tudi tista stvar, no, ki je glavnina 28-urnega dobrodelnega maratona in sicer pomoč sočloveku. Tudi letos bodo sredstva šla za družine v stiski. In tudi letos upamo, da bomo lahko rekli, da smo spet pričarali praznike rekordnemu številu ljudi, sploh, ker gre za 10. jubilejno akcijo. No, letos pa bo maraton malce drugačen. Drugačen zaradi tega, ker bo letos prvič potekal brez osebe, ki je bila vsem nam, pa upam, da tudi vam, navdih svojo prijaznostjo, dobrosrčnostjo, oseba, ki je pokazala, da se svet lahko spremeni z dobroto. Letos bo maraton že 10. in nažalost prvič brez Anite Ogulin. Z nami zdaj le njen sin Simon Ogulin. Simon, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Lep pozdrav. Hvala vam, ker sem lahko tukaj z vami. Kako se držiš? Življenjsko. Mislim, včasih me malo čustveno me itak zalom, ampak gremo naprej. Ni druge, to je življenje, del življenja. V bistvu sem imel kar dosti veliko srečo, da sem imel mamo do 40. leta. Ne? Nekateri, mislim, ker tudi v bolnici je bila ena gospa, je prišla takoj, ker je bila medicinsko osebje, pa se je izjokala za mojo mamo, mi so žali izrazila, ampak je rekla, razumem, Simon, kako je to, ker sem pri 15 letih izgubila brata pa očeta v vojni. Tako da sem rekel, proti takim zgodbam sem imel še kar veliko srečo, da sem jo toliko časa imel. Eno težko vprašanje. Ja. Mi smo večkrat rekli, da je bila mama vsem otrokom, Ja. ki jim je pomagala. Kakšna je bila pa kot mama doma? To je bila ena velika brezpogojna ljubezen, ki bi še lastne gate dala za vsazga, no? Tudi za me in za vse, s katerimi je delala. Ja. Kakšno zapuščino je po tvoje pustila med Slovenci? Mislim, da toliko src, ki se je dotaknila, je toliko ene dobrote vcepila v ta srca in tudi povezala nas je vse skupaj. V bistvu to počnete tudi vi naprej, pa že ves čas ste zraven v bistvu znali pokazati, kako bi mogli izgledati, kako bi mogli vsi sodelovati, ker vi ste edini, ki celo Slovenijo poleg športnikov povežejo. Tako da res hvala vam vera in mislim, da del te dobrote je tudi mama pustila, no, pri vsakmu od nas. Zagotovo je pustila svojo zapuščino. Nekateri od teh otrok, ki jim je vrnila srečo, so zdaj že odrasli, imajo svoje otroke, ki bodo njeno poslanstvo prenašali naprej. Tudi mi ne bomo pustili, da njen spomin zbledi. Letos bo že 10. dobrodelni maraton Radia 1 in ko smo začeli, smo mislili, da tako smo mislili, predstavljali smo si, da razumemo, kaj pomeni pomagati. Ne? A resnično smo to spoznali šele, ko smo se povezali z Anito Ogulin. Ona nas je v bistvu naučila, kaj je solidarnost, kaj pomeni čutiti z drugimi, biti zares tudi prisoten. Anita je tista, ki nas je opomnila, bogastvo je bilo in vedno bo v ljudeh. Če znaš posameznike združiti, lahko skupaj storite velike stvari. In res smo. Skupaj z njo smo dosegli neverjetno. Zato si ne moramo predstavljati, da naš jubilejni 10. 28-urni dobrodelni maraton ne bi posvetili njej. Hvala vam. Aniti Ogulin. Želimo, da njen duh, njeno življenjsko poslanstvo živi naprej, nosi delček njenega poslanstva in nadaljuje njeno neprecenljivo delo. Zdaj lahko rečem hvala ti, Anita, v imenu vseh, ki nimajo veliko, imajo pa življenje, in hvala, ker si jim pomagala živeti lepše. Mi bomo letos storili enako, letos 19. decembra. Vsa čast. Hvala vam. Simon, hvala za obisk. Veseljem. Drž se, vse dober. Nina Pušlar, tople oči. Redki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti tak
takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu, vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi, a jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli, če me namer prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame le ti, ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Tople oči. Da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji, in ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Tople oči. Nina, pomagam ena, pomagam pet na 1919. Kot rečeno, letošnji 10. jubilejni dobrodelni maraton bo posvečen Aniti Ogulin. Ponosna je bila na vse vas. Jaz sem tako ponosna, jaz sem ganjena. Lete, praktično skoraj ni Slovenca, veste, ali pa soseske, ki se ni zbudila, ki ne daje vse od sebe, da bi pomagala sosedom, drug drugemu pravzaprav, a vidite. In tukaj je prišlo do tega, kar ves čas opozarjamo. Meja med imeti in pasti na dno je res tanka in vsi smo na tem, ne? In zdaj, če smo človeku, vrednosti v človeku, potem se to da izboljšati, potem se da pomagati, potem se da reševati. In jaz verjamem, Slovenci smo vsakič dokazali in dokazujemo tudi tokrat, da zmoremo vse in tudi to bomo zmogli. Samo na nekaj opozarjam, ne? Vsa ta pomoč mora biti ciljna, ampak hkrati, glede na razsežnosti, mora biti tudi trajna. Mi nikoli, vi veste, nikoli ne pustimo družine, dokler je ne spravimo toliko daleč, da zmore sama naprej. Ker če jo pustiš sredi poti, potem nekaj umanjka, ne, do cilja. In tudi letos ne bomo nobenega pustili. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.